Jaz moram reči, da vaša ugotovitev, da ta povezanost ni najboljša, ne že drži. Zdaj, ko smo začeli z delom, sem opazil, da dosti ljudi sploh ne ve, da obstajamo, da smo tukaj, da smo zaradi njih tukaj. Po 12 letih lahko trdim, da je zavedanje lokalne skupnosti, pa predvsem ljudi v nekem mikrookolju o tem, da neka lokalna skupnost na takem nivoju sploh obstaja, zelo nizko. So možnosti, ampak jih mogoče celo tudi smo premalo izrabili. Budite aktivni državljan, budite aktivni krajan, politika ni tako zanemarljiva. Kako bi bilo, če bi bili predsedniki četrtnih svetov, županov, občinski svet? Ja, zdaj ideja kot taka je sigurno dobrodošla. V določenih krogih se o tem zadevah tudi pogovarjamo, konec koncev med sabo. Tudi svetniki tukaj se konec koncev pogovarjamo in so že večkrat izrazili željo, da bi bilo fino, če bi kdo od nas bil seveda v mestnem svetu kot takam, primarno, jasno mišljeno na predsednike. Dejstvo pa je, da pa če gledamo čisto iz postopkovnih zadev, je pa ta zadeva po moje bolj utopična. Vsaki seji, ki jo ima četrta skupnost, je obvezna točka pobude meščanov. Se pravi, to je stalna točka. Zelo lepo smo na način, da je nekdo predlagal, da uredimo eno klančino na Enkovi. Smo to uredili, ampak to je bila res dejansko samo pobuda občana. V četrtni skupnosti Posavje smo zelo aktivni, pa vendar si želimo še večjega sodelovanja samih krajank in krajanov. Zdaj pa imamo prostore, moramo reči, gasilski dom v Viški vasi za vse. In bi bilo dobro se dobivati nove. Predvsem na lokalni ravni se mi zdi, da ni tako pomembno, katere stranke si pripadnik, ampak je pomembno, da vse stranke skupaj delajo za izboljšanje svojega kraja. Smo izredno racionalna stranka in ne ideološka, v smislu, da nas leva in desna ideologija ne zanima, ne zanima samo ena stvar. Ali so argumenti za to rešitev dobri? V parlamentu sem dobro sodeloval z vsemi strankami, vendar je ključno pri tem zaupanje. Zaupanje se mora zgraditi med ljudmi, če tega zaupanja ni, potem se pač ne da sodelovati. Zelo pozdravljam tudi vsakršna prizadevanja, ki krepijo to povezanost, kajti v naravi same stvari je, da je vedno nevarno, da pride do odtujenosti nosilcev oblasti na lokalni ali državni ravni, ali tudi recimo na državni, evropski ravni, od ljudi. Demokracija, ki jo imamo, niso samo volitve. Torej, 4 leta med volitvami bi mogel volivec porabiti za to, da se resno ukvarja z problematiko, se vsebinsko ukvarja s stvarmi, zato da lahko kvalitetno odda svoj glas. Aktivnega državljanstva pri nas je premalo. Ja, res je. Ko pa se z ljudmi pogovarjam, vprašam, zakaj ga je tako malo, pogosto odgovorijo, ker če sem prisoten, se moj glas ne sliši. Ne ostajati doma. Če boste šli na volitve, boste lahko odločali. Najhujše pa to, ker eni, ki ne grejo na volitve, pa hodijo okrog, pa se derejo. Od tistega ni nobene koristi. Smo takrat tudi vstopili v javno sfero kot kritiki neoliberalnega kapitalizma in tega tipa predstavniške demokracije, ki je v oblasti predvsem tujih ljudi. Je pa zelo pomembno, da so vsi ostali deli, torej vse vasi, če govorimo o vaških skupnostih, pa tudi četrtne in druge skupnosti v večjih mestih, vključene v to delovanje. Velik del, pretežen del življenja Slovenske demokratske stranke se v bistvu odvija na tem nivoju, ki za širšo javnost nikoli ni viden. Ker se ne spomnim, da bi recimo nacionalni mediji kdaj prenašal kako sejo kakega sveta krajevne skupnosti ali pa četrtne skupnosti. Redko se to sploh omenja. Veliko ljudi sploh ne ve, da ta možnost obstaja in potem, ko dobijo na lokalnih volitvah glasovnico za četrtno ali pa za krajevno skupnost, sprašuje, kaj pa je to. Osrednji mediji to popolnoma zanemarjajo. Z občinskih svetov poročajo v glavnem takrat, ko gre za kak škandal. Zelo redko pa takrat, ko se odloča o bistvenih stvareh za življenje ljudi. Smo zelo odprti in se zavedamo, da smo mi tukaj zaradi ljudi in ne obratno. Želel bi reči, da naj se udeležujejo volitev, naj na njih tudi kandidirajo. Skratka, naj bodo politično aktivni. To je bistvo, ker če nisi politično aktiven, če samo jamraš, šimfaš, potem tudi ne moreš tej družbi nič velikega prispevati.